Pozdravljeni ponovno na drugem delu seminarja pri vaji analiza izražanja genov, ki poteka pri predmetu biomedicinska analitika 2. V prvem delu seminarja smo se pogovorili o osnovah qPCR-a in na kakšen način dobimo tako imenovane pražne cikle oziroma kvantifikacijske cikle. Sedaj v tem delu vaje oziroma seminarja pa se bomo pogovorili o določanju nivoja izražanja genov, o metodah, ki jih uporabljamo da dobimo neko končno vrednost. Za koliko krat se je nek gen povečano ali zmanjšano izražal napram nekemu kontrolnemu vzorcu. Zdaj, izražanje lahko preračunamo z absolutno kvantifikacijo, kjer podamo rezultat kot število kopij matrice na recimo nanogram RNA, ki smo jih imeli na začetku, ali število kopij na nanogram DNA, ali na celico, ali na gram tkiva, ali na mililiter krvi, se pravi na nekaj, kar smo imeli v izhodišču. Po drugi strani lahko za nivo izražanja uporabimo tudi relativno kvantifikacijo, kjer gledamo spremembo glede na nek kontrolni kalibrator. Zdaj, pri absolutni kvantifikaciji gledamo izražanje našega tarčnega gena in ga izračunamo preko standardne krivulje, pri kateri imamo točno določene koncentracije DNA. Zdaj, kot standard, pri standardni krivulji, pri absolutni kvantifikaciji lahko uporabljamo bodisi plazmidno DNA, rekombinantno DNA, lahko je to očiščen fragment po reverzni transkripciji in po PCR-u, lahko je to neka cDNA z znano koncentracijo in tako naprej. Zdaj, na to pripravimo rečitve tega standarda, osnovnega, Te rečitve pripravimo vedno v območju, kjer pričakujemo koncentracije naših genov, in potem na teh naših standardih izvedemo PCR reakcijo. Po končanem pomnoževanju, se pravi po končani reakciji PCR, narišemo graf, ki ima odvisnost CT-ja od logaritma začetnega števila kopij. In zdaj potem iz našega vzorca, ki ima nek svoj CT, in iz te umeritvene krivulje lahko potem izračunamo recimo koncentracijo gena v našem vzorcu. Tukaj dobimo, kot omenjeno, najprej točno količino DNA oziroma tarčnega gena v našem vzorcu. In zdaj tovrstne metode pridejo prav pri recimo mikrobioloških analizah, takrat, kadar želimo določati prisotnost virusov in bakterij, ali pa kadar želimo vrednotiti število kopij kromosomov ali kopij genov, takrat, kadar gre za neko tako spremembo v patologiji. Zdaj, velikokrat pa se poslužujemo relativne kvantifikacije. Tukaj ne uporabljamo standardov z znanimi količinami DNA, ampak pri merjenju izražanja genov pogosto uporabljamo kar naše vzorce. Zdaj, relativna kvantifikacija se zato pogosto uporablja, ker v osnovi velikokrat želimo izvedeti samo, kolikokrat se je nek gen bolj ali manj izražal. Se pravi, ne želimo imeti neke absolutne vrednosti, ampak nas samo zanimajo te relativne razlike. In zdaj, rezultate relativne kvantifikacije torej podamo vedno kot razmerje med mRNA v preiskovanem vzorcu in nekem drugem vzorcu. Zdaj, ta drugi vzorec je ponavadi kontrola oziroma mu rečemo kalibrator. Zdaj, kalibrator ima vrednost 1, drugi rezultati pa so podani kot n-kratnik te vrednosti kalibratorja. Se pravi, kolikokrat so se bolj izražali kot geni v samem kalibratorju. Če proučujemo izražanje genov pri pacientih in zdravih preiskovancih, ponavadi kot kalibrator uporabimo zdrave preiskovance. Se pravi, določamo koncentracijo tarčnega gena v
zdravem preiskovancu in v bolniku in potem količino tarčnega gena pri bolniku podamo kot n-kratnik količine tarčnega gena v zdravem preiskovancu. Zdaj, pri vseh metodah relativne kvantifikacije izvajamo 3 korake. Najprej pripravimo razrečitveno krivuljo. To, kot sem že prej omenila, pridobimo z združevanjem vzorcev, ki jih nato potem serijsko rečimo. To bomo izvedli tudi na vajah, tako da bomo natančneje si to pogledali tam. Zdaj, tej razrečitveni krivulji sledi določitev učinkovitosti pomnoževanja in potem na osnovi tega potem izvedemo tudi kvantifikacijo izražanja gena, z uporabo različnih računskih metod, ki jih bomo zdaj v tem seminarju tudi pogledali. Pri relativni kvantifikaciji vedno izvedemo reakcijo qPCR tako vzorca pacienta kot kontrole, torej zdravega preiskovanca, in sicer izvedemo reakcijo qPCR za tarčne gene, se pravi ta gen, ki nas zanima, dejansko kolikokrat se je bolj izražal, in za referenčne gene. Zdaj, referenčne gene uporabimo zato, da izničimo vpliv razlik v učinkovitosti same ekstrakcije RNA, v učinkovitosti reverzne transkripcije, da izničimo vpliv učinkovitosti PCR reakcije, in pa vseh teh vmesnih korakov rečenja, ki ga pri PCR reakciji res veliko izvajamo. Zdaj, vrednosti kalibratorja in vzorca pri relativni kvantifikaciji vedno normaliziramo na to z nivojem izražanja tega referenčnega gena. Referenčni geni so tisti, za katere je značilno, da je izražanje v vseh proučevanih vzorcih, torej pri bolnikih in pri zdravih preiskovancih, bolj ali manj stabilno, enako. Zdaj, pogosto so to ponavadi geni, ki skrbijo za strukturo samih celic ali za kakšne metabolne procese. Se pravi, gre za recimo gene aktina beta ali ribosomalne proteine ali za recimo GAPDH ali pa beta-glukuronidazo in tako naprej. Običajno moramo, ko uvajamo neko analizno metodo PCR, moramo za vsako metodo določiti točno določene referenčne gene, in jih moramo izbrati. To storimo tako, da na vseh vzorcih, ki jih imamo, testiramo 5-10 različnih referenčnih genov in potem s posebnimi metodami določimo 2 ali 3, ki se najbolj stabilno izražajo v vseh vzorcih, ki smo jih proučevali. In ta 2 do 3, te izbrane gene potem uporabimo za kvantifikacijo. Mi si bomo v nadaljevanju večinoma pogledali kvantifikacijo na en referenčni gen, bomo pa na vaji tudi pogledali si primer, ko imamo več referenčnih genov, tako da boste vedeli, kaj dejansko se lahko potem uporablja čim bolj verodostojno. Če gremo po vrsti, po korakih relativne kvantifikacije, smo rekli, da je prvi korak priprava razrečitvene krivulje. Razrečitveno krivuljo pripravimo tako, da pred reakcijo qPCR-a iz vseh vzorcev pripravimo tako imenovano založno raztopino. To bo kot nek standard z najvišjo koncentracijo. Zdaj to založno raztopino nato serijsko rečimo, tako da dobimo nekje 5 do 8 standardnih rečitev oziroma takih razrečitev, ki jih bomo uporabili za rečitveno krivuljo. In vse te razrečitve potem uporabimo v reakciji qPCR. Se pravi, na vseh teh rečitvah izvedemo reakcijo qPCR in iz teh standardnih rečitev izrišemo potem umiritveno krivuljo. Zdaj, to reakcijo PCR na teh vzorcih izvedemo tako za tarčni kot tudi za referenčni gen. Tako da v bistvu dobimo eno umiritveno krivuljo za tarčni gen in drugo umiritveno krivuljo za referenčni gen oziroma referenčne gene.
Ko smo enkrat dobili umeritveno krivuljo, ji določimo učinkovitost pomnoževanja. To nam bo prišlo prav potem pri odločanju, katero metodo računske analize bomo izbrali. Učinkovitost pomnoževanja ali efficiency, zato jo označujemo z E, nam pove, ali je bil eksperiment, se pravi reakcija qPCR, uspešno izvedena. Izračunamo jo tako, da najprej določimo naklon umeritvene krivulje, torej K, in potem ta K uvedemo v enačbo, kjer je E enako 10 na minus 1 s K minus 1. Idealna učinkovitost je 1, oziroma lahko rečemo 100%, sprejemljiva učinkovitost pa se giblje med 0,9 in 1,1 oziroma med 90 in 110%. Ko smo enkrat izračunali učinkovitost pomnoževanja, se lahko potem odločimo, katero metodo kvantifikacije izražanja genov bomo izbrali in potem tudi izvedli. Poznamo več metod. Na vajah bomo spoznali 3, torej Livakovo metodo, metodo Pfafel in metodo umeritvene krivulje. Livakova metoda je ena enostavnejših, je pa tudi omejena, v bistvu relativno z samo učinkovitostjo pomnoževanja. Učinkovitost pomnoževanja, če želimo uporabiti Livakovo metodo, mora biti učinkovitost pomnoževanja referenčnega gena in tarčnega gena blizu 1. Prav tako se ta učinkovitost pomnoževanja med referenčnim in tarčnim genom ne sme razlikovati za več kot 5%. Tukaj imamo recimo umeritveno krivuljo za tarčni gen, ki smo jo dobili po qPCR reakciji razrečitvene krivulje, in pa enako krivuljo za referenčni gen. Tukaj smo izračunali učinkovitost te krivulje in vidimo, da se razlikuje recimo nekje ravno za 5%, kar je še dovolj v redu, da uporabimo Livakovo metodo. Zdaj pa poglejmo, na kakšen način se preračuna nivo izražanja genov po tej metodi. Zdaj, ko imamo izpisane vse pražne cikle, tako za tarčni gen kot za referenčni gen in tako za naš preiskovani vzorec kot tudi za kalibrator oziroma vzorec zdravega preiskovanca, lahko preko Livakove metode izračunamo nivo izražanja genov. Najprej določimo spremembo v CT-jih. Najprej za vzorec. To storimo tako, da od CT-ja tarčnega gena odštejemo CT referenčnega gena. To naredimo najprej za preiskovani vzorec in nato še za naš kontrolni vzorec oziroma vzorec zdravega preiskovanca. V naslednjem koraku izračunamo spremembo teh sprememb, torej spremembo CT-ja vzorca, od te spremembe CT-ja vzorca odštejemo spremembo CT-ja kalibratorja, torej kontrole, in na ta način dobimo spremembe CT-ja. Da pa dobimo potem še nivo izražanja, moramo potencirati to spremembe CT-ja in dodati še negativni predznak. Osnova tukaj je dvojka. Na ta način dobimo nivo izražanja, torej podatek, kolikokrat se je naš tarčni gen v preiskovanem vzorcu izražal več oziroma manj glede na kontrolni vzorec. Primer Livakove metode oziroma izračuna nivoja izražanja po Livakovi metodi si bomo pogledali tudi v živo na vajah. Seveda, velikokrat nimamo tako podobnih učinkovitosti pomnoževanja tarčnega in referenčnega gena, da bi lahko uporabili Livakovo metodo. Zato takrat uporabimo lahko metodo Pfafel ali pač metodo te standardne krivulje. Zdaj, pri metodi Pfafel si zopet iz samih PCR-ov, PCR rezultatov, izpišemo pražne cikle za tarčni gen v preiskovanem vzorcu in tarčni gen v kontrolnem vzorcu.
kot tudi tarčni cikel za referenčni gen v preiskovanem vzorcu in pač CT, pražni cikel za referenčni gen v kontrolnem vzorcu. Zdaj, za razliko od Livakove metode, tukaj uporabljamo spremembo med kontrolo in vzorcem. Tako da najprej izračunamo spremembo v tarčnem genu med kontrolnim in preiskovanim vzorcem, nato pa še spremembo CT-jev referenčnih genov med kontrolnim in pa tarčnim oziroma preiskovanim vzorcem. Ko imamo enkrat to narejeno, moramo izračunati iz teh umeritvenih krivulj tako imenovano konverzno učinkovitost pomnoževanja. To je v bistvu čisto podobna količina kot sama učinkovitost pomnoževanja, ki smo jih na nekaj slajdov nazaj uvedli. S tem, da konverzna učinkovitost pomnoževanja nima tega člena -1 zraven. Torej, E črtica je 10 na -1 z K, kjer je K seveda naklon umeritvene krivulje. Temu rečemo konverzna učinkovitost pomnoževanja oziroma mi bomo tukaj označevali kot E črtica. Ko smo enkrat tudi to izračunali, tako za tarčni gen kot tudi za referenčni gen, in ko smo izračunali te spremembe CT-jev v tarčnih genih in v referenčnih genih, potem lahko izračunamo tudi nivo izražanja, in sicer to je enako E črtica za tarčni gen na spremembo CT-jev tarčnega gena, ulomljena z E črtica za referenčni gen na spremembo CT-jev v referenčnem genu. To je pač ena takih metod. Zdaj, tukaj ne moramo uporabiti razlike med tarčnim in referenčnim genom, zato ker se učinkovitosti pomnoževanja toliko med seboj razlikujeta. In se poslužujemo pač te drugačnega algoritma. No, poleg metode Pfäffel pa lahko uporabimo tudi metodo standardne krivulje. Te se poslužujemo zopet takrat, kadar imamo večje razlike med učinkovitostmi pomnoževanja pri referenčnem genu in pri tarčnem genu. Se pravi, kadar je ta razlika večja od 5%. Lahko jo uporabimo tudi takrat, kadar je manjša od 5%. Gre samo za to, da Livakove metode ne moremo uporabiti takrat, kadar imamo zelo različne učinkovitosti pomnoževanja. Medtem ko lahko metodo Pfäffel ali pa metodo standardne krivulje pa uporabimo pač pri vseh teh učinkovitostih pomnoževanja, vključno s temi, ki so večje od 5% med referenčnim in tarčnim genom. Pri metodi standardne krivulje zopet izvedemo qPCR za tarčni in referenčni gen, za preiskovani vzorec in za naš kontrolni vzorec. In iz teh krivulj PCR lahko odčitamo te CT-je, torej za naš preiskovani vzorec, za potem kontrolni vzorec, tako za tarčni gen kot za referenčni gen. Pri metodi standardne krivulje pa ne uporabljamo sprememb v pražnih ciklih, ampak je naslednji korak po odčitanju CT-jev ta, da pač izvedemo te umeritvene krivulje in iz teh umeritvenih krivulj določimo za vsak CT kakšno koncentracijo, torej koncentracijo, ki ustreza temu CT-ju. Torej, iz krivulje za tarčni gen, za CT za vzorec, lahko tukaj določimo, kakšno koncentracijo bi potencialno ta naš gen v tem vzorcu imel. Enako naredimo za kontrolo, se pravi za vzorec zdravega preiskovanca, tako za tarčni gen, kot tudi za referenčne gene, s tem, da pri referenčnih genih seveda uporabimo standardno krivuljo, ki smo jo pridobili iz standardov in iz qPCR-a za referenčni gen. Ko imamo enkrat koncentracije izračunane, potem te koncentracije normaliziramo. Te pa normaliziramo tako, da koncentracijo
tarčnega gena v vzorcu preiskovanem delimo za koncentracijo referenčnega gena v vzorcu. Se pravi, normaliziramo to koncentracijo na referenčni gen. Isto naredimo tudi za kontrolni vzorec oziroma vzorec zdravega preiskovanca. To pa še ni vse, kot smo prej omenili, nivo izražanja genov se vedno izraža kot izražanje gena v preiskovanem vzorcu na izražanje gena v samem kalibratorju, zato moramo potem še to razmerje, ki smo ga izračunali za vzorec, deliti z razmerjem, ki smo ga izračunali za vzorec zdravega preiskovanca. Zdaj, vse te preračune lahko uporabimo, pač kot omenjeno je učinkovitost pomnoževanja tista, ki nam pove, katero metodo lahko uporabimo oziroma smemo uporabiti. Vse te metode, ki sem jih zdaj opisala, so v uporabi, najbolj pa ta metoda standardne krivulje. Zdaj, kot sem že prej omenila, če se spomnite, ko sem omenjala referenčne gene, sem omenjala tudi to, da ponavadi nimamo ravno enega samega referenčnega gena, ampak jih izberemo 2 ali 3, ki se najbolj stabilno izražajo in tako dobimo potem tudi najbolj relevantne podatke in najbolj točne. Zdaj, tukaj v teh metodah nisem nikoli omenjala, na kakšen način preračunamo te stvari, zato bi zdaj mogoče samo pokazala, kje je razlika. Zdaj, kadar uporabljamo metodo standardne krivulje, če smo imeli en referenčni gen, smo imeli razmerje tarčnega gena in razmerje referenčnega gena. V tem primeru, ko imamo več referenčnih genov, pa v imenovalec postavimo geometrično sredino teh koncentracij različnih teh referenčnih genov, ki smo jih določali. Enako naredimo tudi za kontrolni vzorec in potem nivo izražanja pač enako izračunamo iz tega razmerja za vzorec in razmerja za kontrolo. Tako, to sem omenila, to bomo tudi izvedli en tak preračun na vajah, da se pač ta metoda standardne krivulje nam tudi usede, ker se res veliko uporablja in vsaj v recimo eksperimentalne ali pa raziskovalne namene je izredno pomembno, da res uporabimo več referenčnih genov in zato pač je pri qPCR-u ta metoda pač res prioritetna. Tako, to je zaključek seminarja. Vkolikor imate kakšna vprašanja, seveda se bomo pogovorili o tem na vajah v živo, reševali bomo različne naloge in s tem v bistvu utrdili to snov. Če pa boste imeli še dodatna vprašanja, pa sem vam tudi na voljo preko e-mail naslova. Hvala.